Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in lepo pozdravljamo v našem studiu evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Pozdravljeni. Dober dan. Ljudmila Novak, 20 let je minilo od vstopa Slovenije oziroma kar 10 novih članic v Evropski uniji. To je bila ena izmed najobsežnejših pristopnih akcij. Ja, pred 20 leti, leta 2004, je tudi Slovenija vstopila v Evropsko unijo skupaj še z 9 novimi članicami. Takrat sem bila tudi jaz izvoljena prvič za evropsko poslanko, tako da se včasih šalim, da sem zgodovinski eksponat, kar se tega tiče, in leta 2019 ponovno. In zato lahko primerjam te dve obdobji. Recimo leta 2004 smo bili polni navdušenja, energije, rekli smo, da je Evropa zadihala z obema kriloma pljuč, videla se je ta navdušenost, vznesenost, te vzhodnoevropske države, za katere smo menili, da bodo večno ostale tam, so postale prav tako članice Evropske unije. Res tako zelo pozitivno vzdušje je bilo. No, in seveda zdaj so se razmere spremenile, pojavili so se novi voditelji v teh državah, včasih tudi nedemokratični modeli in tako naprej. Ampak na zadnjem plenarnem zasedanju smo obeležili to 20-letnico vstopa. Bili so tudi nekateri gostje, takratni predsedniki vlad ali držav, nekateri ministri. Takrat je v Sloveniji bil predsednik vlade Anton Rop, tako da je bil prav tako prisoten. In mladi, ki so bili rojeni 1. maja 2004, so postavljali tem voditeljem vprašanja. No, večinoma so se nanašale vprašanja na to, kakšne so bile spremembe, kaj je pozitivnega. In večinoma so rekli, vsaka država je veliko pridobila s vstopom v Evropsko unijo. Tako povečal se je BDP, skratka gospodarske možnosti, razvoj in tako naprej. Tako da včasih pozabljamo, kako pravzaprav je bilo to dragoceno in kaj smo vse pridobili. Evropa je nastala, kot ste sami omenili, bruto domači proizvod na temeljih evropskega gospodarskega sodelovanja, kar ni naključno in seveda tudi ni naključen vstop oziroma pozitiva vseh teh 10 novih članic v takratni Evropski uniji. So se pa geopolitične razmere čisto zares spremenile, za kar Evropa pravzaprav ni sama kriva. Je pa po svoje zanimivo tudi, da mladi niso tako skeptični oziroma pravzaprav ne poznajo drugega koncepta kot Evropske unije, starejši postajamo skeptični. No, še vedno je velika pripadnost do Evropske unije, večina ljudi se vedno še zaveda, kaj smo vse pridobili na tak ali drugačen način. Mladi pa seveda živijo v novem svetu, imajo več možnosti za potovanja, za študij v različnih državah, koriščenje programa Erasmus. Skratka, za mlade je to nekaj normalnega, da potujejo po celotni Evropi. Recimo, kakšna pridobitev je že to, da imamo enotno ceno pri mobilnih podatkih, pri telefoni. Jaz grem samo, včasih moram iti preko Züricha ali pa preko Švice domov, samo da pridem na letališče, pa imam vklopljene mobilne podatke, mi že ves limit požre, tako rekoč, in se sploh ne zavedamo, kaj smo vse pridobili, ne? In lansko leto smo praznovali tudi 30 let notranjega trga, skupnega notranjega trga. Kakšne možnosti so se nam takrat odprle, da Evropa še bolj intenzivno med seboj sodeluje. Kar je tudi namen. In kako bi opisali svoj pretekli mandat? Sicer še ni čisto pretekli, ampak se izteka počasi. Ja, 16. julija je novo zasedanje, torej plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Takrat pridemo dotedanji poslanci, pridejo novi ali pa pridemo, ne vem, in takrat pride do menjave v parlamentu. V preteklem mandatu oziroma v tem mandatu sem delovala bolj intenzivno seveda v 2 odborih, odboru za okolje, javno zdravje in varno hrano ter v odboru za transport in turizem.
V obeh sem imela nekaj pomembnih poročil, torej v okviru Evropske ljudske stranke, največje politične skupine, ki mi je zaupala, mi rečemo, poročilo ali pa poročilo v senci. In sicer na področju okolja sem imela revizijo kar nekaj različnih agencij z področja zdravstva, naprimer EMA, zelo znana, in v času pandemije, ko smo ugotavljali, kako veliko delo je opravila, zato je imela omejene vire, ki niso predvidevali pandemije in kaj je treba storiti v prihodnosti, tako da sem se s tem ukvarjala. Potem sem imela poročilo tudi v zvezi s proračunom za leto 2023 za področje prometa in turizma. Tam sem takrat lahko vložila tudi amandma, po katerem je turizem dobil 40% več denarja, kajti to je bilo v času pandemije oziroma po pandemiji. Vemo, ta sektor je bil zelo prizadet in je bilo to zelo dobrodošlo. Potem sem se ukvarjala s pomorsko inšpekcijo na ladjah, torej da države, zastave, pod katerimi zastavo pač pluje neka ladja, morajo te ladje preverjati, ali so usposobljene za plovbo, ali vse poteka na njih zakonito. Na drugi strani pa tudi države pristanišča, da opravljajo inšpekcijske preglede in s tem zmanjšujemo tudi izpuste, boljšo socialno pravičnost in tako naprej. No, nazadnje sem se pa ukvarjala z dokumentom o spremljanju stanja tal. Ta dokument je prvem obravnavi šel skozi, ni še dokončnega sprejema. Kajti vemo, da za naše zdravje, za zdravo hrano so potrebna tudi zdrava tla. Podobno smo že sprejemali direktivo o vodi, direktivo o zraku, tla so pa tretji element, ki je tudi izredno pomemben. To me pa še čaka v naslednjem mandatu, kolikor bom dobila za to seveda podporo. No, pa sva že pri prihodnjih izzivih Evropske unije in če s tem nadaljujeva, mislim, da se Evropska unija sooča z skepso Evropske unije, potem tudi o tem sva se že pogovarjala, z migrantskim paktom, ki je zelo, zelo pomemben, in še marsikateri drugi izziv. Včasih ima človek občutek, da bi nekatere države rade imele več suverenosti, oziroma za vse je kriv Bruselj, tako bom rekel. Ja, to je zanimiva interpretacija vsake vlade. Tisto, kar je dobrega, so oni naredili, kar je slabega, pa odgovarja Bruselj. V resnici je tako, da seveda v okviru Evropske unije sprejemamo zakonodajo na tisti splošni, skupni, poenoteni ravni. Potem morajo to države vnesti v svojo zakonodajo, tisto, kar je pač obvezno, in potem vsaka država še doda tiste podrobnosti ali pa specifičnosti neke države. Tukaj pa se vidi, da se mi velikokrat razlikujemo od Avstrije, ker je nekaj se da narediti v Sloveniji, pa se ne da, ker smo birokracijo malo preveč zakomplicirali. Tako da hkrati pa seveda je dobro, da imamo neko evropsko vizijo. Mi se v Sloveniji prevečkrat ustavljamo ob nekih manj pomembnih podrobnostih, aferah in ne vidimo neke celote. Čakajo pa nas zagotovo veliki izzivi. Pred kratkim smo glasovali o migrantskem paktu, paktu o migracijah in azilu, ki se je pripravljal skoraj 10 let. Zato, ker tukaj imajo države pač različna stališča, ker so tudi različno ogrožene. Ta pakt, pa seveda bom rekla, da je spet tisto, kar smo lahko kot konsenz dosegli, pa predvideva strožje ukrepe varovanja evropskih meja, potem, da smo sočutni do tistih, ki dejansko potrebujejo našo pomoč. Predvidene so tudi vračanja nezakonitih migrantov nazaj v države izvora. Seveda bomo morali skleniti tudi določene sporazume in plačati za to, da bodo države, iz katerih je največ teh mejnih držav z Evropsko unijo, ki pošiljajo migrante čez mejo v Evropo,
da jim bomo morali skleniti sporazume, plačati in presekati ta tok tihotapstva. Skratka, na tem področju imamo veliko dela. Vsi vemo, da migracije so sicer običajne vedno, potrebujemo tudi določene delavce, če tako rečemo, za prazna delovna mesta, hkrati pa ne želimo takšnega nezakonitega prihajanja, tihotapljenja, tako da tukaj želimo narediti red. Kar je pa naslednja faza, je pa ta, da vse, ki pa sprejmemo, pa moramo poskrbeti za njihovo vključitev v družbo, to pa pomeni izobraževanje za znanje jezika, izobražiti za njihovo delo in da bodo lahko postali člani naše družbe. To je na področju migracij. Tako izvirni greh je menda tam nekje, če tako poimenujeva, leta 2015 z začetkom vojne v Siriji. In potem se je to tihotapljenje, recimo temu, razmahnilo do zdajšnjih možnosti. In kakšni so prijemi, kakšni naj bi bili najbolj pametni prijemi, da mi te ljudi integriramo? Ne? Mislim, da se s tem v preteklosti ni nihče dovolj ukvarjal. Ja, zdaj države, ki so sprejele večje število migrantov, so že izdelale svoje modele. Tako že recimo v Nemčiji imajo intenzivne tečaje nemščine za te migrante, kako jih vključiti v družbo, da ne nastanejo spet neki geta, tako kot recimo poznajo iz preteklosti turške državljane, ki so se združevali v teh getih ali pa živeli tam. Ne. Skratka, zelo intenzivno delajo pri tej vključitvi. In jezik je zagotovo nekaj, kar je nujno potrebno, če se hočemo enakopravno vključiti v neko družbo. Pa seveda tudi ozaveščanje ljudi, da se ne bojimo tega, da so to ravno tako ljudje, ki so pač zaradi nekega razloga prišli, verjetno jim ni bilo tam lepo, da so prišli. Zdaj, ali je bilo življenje ogroženo ali samo pač iščejo boljše zaposlitve, je druga stvar. Vsekakor pa morajo biti zakonite migracije, kajti tudi mi potrebujemo dokumente, če kam gremo, tako da prekomerno prihajanje in da potem tega ne sprocesiramo, pa seveda ogroža nas vse. In tega se pa ljudje bojijo, nekateri pa tudi te migracije izkoriščajo politične namene za svojo propagando, nabiranje točk, kar pa ni primerno. Jaz verjamem, tudi mene bi bilo strah, če bi ljudje hodili mimo moje hiše nekontrolirano in tako naprej. To je seveda notranja stvar naše države. Mi pa želimo tudi zunanje meje čim bolj zavarovati s Frontexom, to so z evropskimi silami. Seveda pa je Evropska unija ima takšne meje, da jih je zelo težko zavarovati. Zato smo tudi tako ogroženi, ne? Ljudmila Novak, mislim, da se bo tudi ta problem prej ali slej rešil na takšen ali drugačen način. Zakaj pa je za nas konkretno, za Slovence, pomembna Evropska unija? Pravzaprav je pomembna, kajti tudi, če pogledava okoli sebe, je že trg zelo pomemben. In pomembno je biti del ene malce večje družine, tako gre lažje. Ampak želim, da predstavite vi kot evropska poslanka z utemeljitvami. No, kot evropska poslanka sem še toliko bolj spoznala, s čim se ukvarja Evropska unija, kaj vse dela za to, da bi bili bolj odporni na vse težave, da bi dolgoročno načrtovali, da bi vlagali v prave projekte, v prave tehnologije, da bi se zavarovali tudi pred zunanjimi nevarnostmi. Torej, ta možnost notranjega trga, prehoda storitev, delovne sile, vse to so takšne prednosti, ki si jih niti ne moremo več zamišljati brez tega. Nenazadnje je Evropska unija nastala zaradi posledic dveh svetovnih vojn, ko so se države kregale, vemo, kaj se je vse dogajalo, zato da bi naprej živeli v miru in sodelovali. In ko sprejemamo različno zakonodajo, jaz pravim, da včasih celo preveč in preveč podrobno,
ampak ne glede na to, vedno je neka dolgoročna perspektiva v vsem tem. Kako bomo spodbujali gospodarstvo, katere tehnologije bomo vlagali. Tudi veliko evropskih sredstev je tudi Slovenija za to prejela. Še vedno smo neto prejemnica, to se pravi, več kot vplačamo, več dobimo nazaj. Kohezijska sredstva, skoraj da ni občine v Sloveniji, ki ne bi imela par tabel, na katerih piše financirano sredstev Evropske unije. Torej, materialne koristi, potem možnost izobraževanja v državah članicah, gospodarskega sodelovanja, izmenjave delovne sile, če tako rečem. Skratka, to je toliko prednosti, brez meja smo. No, res, da Avstrija zdaj nekje kontrolira zaradi ker se je to tihotapstvo ljudi preveč razširilo, pa vendarle mi prehajamo preko vseh držav. Skupna valuta evro, ki jo je Slovenija sprejela leta 2007, se spomnim tistega trenutka, ker sem bila takrat tudi evropska poslanka in smo tam na Šumanovem trgu pred Evropsko komisijo, je bil tudi naš finančni minister, takratni Andrej Bajuk, ki je imel tudi velike zasluge za to, da je Slovenija izpolnjevala pogoje za sprejem evra. In hvala Bogu, to nas je tudi zavarovalo nekoliko pred inflacijo, ki jo seveda imamo zaradi kriz, ampak je neprimerno nižja, kot bi lahko bila sicer, kar se še spomnimo iz jugoslovanskih časov. Skratka, prednosti je toliko, da je v tem trenutku težko tudi vse našteti in da ne govorimo o ukrepih za kmetijstvo. Evropska unija tretjino svojega proračuna namenja kmetijstvo, ki je pa pri nas seveda težko konkurenčno z nekaterimi drugimi državami, pa vendarle prav s pomočjo subvencij ohranjamo tudi slovensko kmetijstvo. Včasih se oprem tudi na to, da če že je skepsa proti Evropski uniji, potem dajmo pogledati v Veliko Britanijo, kaj je prinesel Brexit. In načeloma je pravzaprav zanimivo, da se pri glasovanju za Brexit tega niso udeleževali mladi, ampak skeptiki srednjih let in starejši ljudje. Kaj je to dolgoročno prineslo oziroma v zadnjih letih prineslo, pa ni ravno lepo. No in potem, kot ste rekli, ravno mladi se niso udeležili, ki najbolj poznajo prednosti in ki jim je bilo zelo žal, da se je to zgodilo. Vemo, da je ta Brexit bil spodbujen od populistov, ki so bili plačani tudi od zunaj, od lažne propagande, ki jih izvajajo nekatere države, ki niso prijateljice Evropske unije, ki jih tudi sedaj moramo pravzaprav se jih zelo paziti, ker svojo propagando nenehno izvajajo, da ne govorimo, kako so instrumentalizirali tudi migracije in jih pošiljali proti Evropi z namenom, da nas slabijo. Ne? Tako da Britanci sedaj se spopadajo z veliko večjimi težavami kot prej, ko so govorili, da je preveč prihaja delavcev od zunaj. Na koncu se je izkazalo, da jih nimajo, da jim primanjkuje, da nimajo niti šoferjev za tovornjake. Imela sem enega stažista Slovenca, ki pa študira na Škotskem in občasno dela v trgovini, kjer polni police z raznimi zadevami. Pravi, tam polica s sadjem in zelenjavo je večinoma časa skoraj prazna, ker prihajajo produkti iz Evropske unije, še posebej, ko smo imeli pa suše, pa poplave, je bilo tega manj, oni so prišli zadnji na vrsto. Skratka, soočajo se z vrsto problemov. Svet je danes tako povezan, potem nobena država ni samo zadostna, seveda moramo težiti k temu, da smo čim bolj samooskrbni, kjer se da, pa vendarle potrebujemo tudi druge. Tako. In kdor zna kritizirati, to je v bistvu najlažje, najtežje je ponuditi rešitev, kar bi bilo edino prav. Torej, naštela sva veliko stvari. Zakaj torej na evropske volitve? Vemo, da Slovenci smo med tremi državami, ki imajo najnižjo udeležbo na evropskih volitvah, kar pravzaprav ni prav. Premalo se zavedamo, kako politika in tudi Evropska unija odloča o marsičem v našem življenju. In nekateri rečejo, ja, saj imamo premalo glasov.
Torej, ko smo prvič volili, smo imeli 7 poslancev, zdaj nas je bilo 8, zdaj bomo volili 9 poslancev. Ampak gledajte, to ne pomeni, da smo mi brez glasu. Vedno, ko obravnavamo neko zakonodajo, imamo tudi slovenski poslanci možnost, da jo spreminjamo. Jaz sem velikokrat sprejemala ljudi iz Slovenije, iz raznih podjetij, združenj pa to, ker so predstavljali svojo problematiko v zvezi z neko zakonodajo. To mi je dalo za misliti. Spoznala sem situacijo, lažje sem se potem za nekaj zavzela, tudi kakšen amandma za to vložila. Kot poročevalka sem upoštevala tisto, kar so mi tudi naši povedali, kaj je prav ali dobro ali pa kje so nevarnosti. Skratka, nismo brez možnosti, lahko vplivamo, nekateri se tega tudi čedalje bolj zavedajo, še posebej razna podjetja, ki so v različnih evropskih združenjih, kajti ta združenja ponavadi spremljajo zelo dogajanje v Bruslu, kaj bomo sprejemali, kako, dajo tudi sporočila v Slovenijo, se obračajo potem iz Slovenije na nas. Skratka, dobro je, da se zavedamo, da je to tudi naš drugi dom, torej Slovenija je vsekakor prva, ampak mi smo del Evropske unije, od tega imamo veliko koristi in ni vseeno, katero smer bo šla. Prav sedaj so tisti prelomni časi, ko smo zelo pod udarom populizma. In zato se bojimo, da ne bi populisti dobili preveliko moč. Populisti so pa tisti, ki razdirajo Evropo, ki egoistično govorijo, Bruselj nam pa že ne bo ukazoval, mi sami bomo. Ampak mi moramo spoštovati skupna pravila, ker drugače je nemogoče, da ta skupnost obstane, če bo vsak po svoje nekaj delo. Največkrat pa gre za ljudi ali pa tiste avtokrate, ki bi želeli imeti prednosti pa evropski denar, ki bi ga dali svojim prijateljem, ali pa celo sorodnikom, ali pa kako drugače. Ampak a ni lažje razdirati in potem ljudi voditi, kot jih povezati in voditi? Ja, nažalost, nekateri delajo svojo politiko na razdiranju. To nas ne bo vodilo naprej. Evropska unija ni idealna, ampak v svetovnem merilu je to največja in najbolj trdna skupnost držav, ki pa vendarle dobro funkcionira, je dobro organizirana, dobro vodena in vsi ukrepi, ki smo jih sprejeli, niso bili najbolj pametni, to se sčasoma pokaže, ampak bomo spremenili tisto, kar ni bilo dobro, saj imamo vedno neka prehodna obdobja, poročila in tako naprej, pa vendarle sem prepričana, da je to maksimalno, kar smo lahko storili. Zato vse vabim, da naj gredo na volitve in naj pač oddajo glas v podporo takšnim ali pa drugačnim usmeritvam. In jaz verjamem, da večina ljudi se želi, da Evropska unija obstane, to je garant za mir, za boljše sodelovanje, za več upanja, za večjo varnost. Skratka, toliko prednosti in to želimo ohranjati. No, saj ta mir je ena izmed teh postavk, pri kateri se danes lomijo kopja, recimo kriza v Ukrajini. In potem je pa še tudi en moment pri Slovencih. Mi vedno zelo radi pravimo, majhni smo, nimamo glasu, premalo nas je, ne slišijo nas. In zdi se mi potrebno in pametno to ovreči, kajti Slovenija je v Evropski uniji enakovreden partner, ne glede na to, da so številne države, če že ne skoraj vse, večje in številčnejše od nas. Torej, število poslancev se določa glede na višino prebivalstva. In mi bomo imeli sedaj 9 poslancev za 2 milijona ljudi. Nemčija ima, mislim, da tam okrog 83 milijonov, pa bo imela 98 poslancev, kar je maksimum. Minimum je pa 6 poslancev. Torej, glede na število prebivalcev smo mi daleč pred njimi. Res pa je, da pač večje države imajo več pomembnih funkcij v parlamentu, ker se te funkcije delijo po dontu. Ampak ne glede na to, mi kot poslanci, recimo 4 iz Slovenije smo člani Evropske ljudske stranke, mi tam smo poročevalci, ustvarjalci zakonodaje,
ki jo lahko spreminjamo tudi glede na našo situacijo, pa na naše prioritete. In marsikdaj se je zgodilo, da sem na podlagi tega, kar so mi iz Slovenije povedali, šla do poročevalca in povedala, kako bomo to rešili, ali je možno, to moramo upoštevati. Skratka, nismo brez besede, imamo besedo, pa še veliko koristi od vsega tega. Zato pravim, pojdimo, volimo konstruktivne člane ali pa stranke in pa ne tisti, ki razbijajo, pa samo širijo negativnosti. Ker konec koncev, ne glede ali prihajamo iz Slovenije ali katerekoli druge države, mi se tam pogovarjamo, oziroma vi se tam pogovarjate kot poslanci o faktumih, ne o teorijah. In teh faktumov je dosti. Slovenija, kot ste sami povedali, je imela veliko koristi, oziroma ima veliko koristi, je neto prejemnica. Mislim, da bi se te stvari bilo treba malce bolj zavedati, kot se jih zavedamo v danem trenutku, in čisto zares iti na volitve, kajti zapisano je, da je to sicer naša pravica, ampak premalokrat pa pomislimo na to, da je to tudi dolžnost. Ja, lepo bi bilo, da bi se tega še bolj zavedali. V nekaterih državah je celo obvezna volilna udeležba in lejte, še enkrat bom rekla, pojdite, odločite. Jaz upam, da v podporo ohranitvi Evropske unije, da ne bo zmagoval populizem, razdiralne sile, ampak konstruktivne sile. Jaz verjamem, da bodo te največje politične skupine, največja Evropska ljudska stranka, da to so proevropske stranke, da bodo zmogle še naprej peljati neko konstruktivno politiko. Tudi predsednica Evropske komisije prihaja iz Evropske ljudske stranke in ji zaupajo tudi drugi voditelji. Tudi naš predsednik vlade je pred kratkim izrazil podporo, kajti prav v tem obdobju je bila Evropa pred velikimi preizkušnjami. Imeli smo COVID, vojna v Ukrajini, energetska kriza, zdaj imamo spet na Bližnjem vzhodu, vse to vpliva tudi na gospodarstvo, stanje Evropske unije in tukaj je prav ona bila močna voditeljica, ki je povezala te države, da so govorile z enotnim glasom. Ko smo reševali probleme ob COVID-u, ko smo obsodili agresijo na Ukrajino in tudi dajemo finančno pomoč za različne stvari, ne samo za orožje, ampak da lahko življenje tam nekako funkcionira, za izobraževanje, za zdravstvo, socialo in tako naprej. Čeprav bojo rekli, ja, sej mi tudi potrebujemo, seveda, ampak Ukrajina je naš ščit, oni se borijo tudi za nas in kako so oni bili opremljeni, jim seveda moramo pomagati. Zato, ker če bi zmagala Rusija, to pomeni, da je tudi v današnjem času mogoče spreminjati meje z vojno in to bi bil povod tudi mnogim drugim državam, ki bi začeli delati na enak način. Se spomnimo, kako nekatere države so sanjale o veliki Srbiji, nekateri sanjajo o veliki Madžarski in še marsikaj. Tako da to bi se, vse sosednje države Rusije se čutijo zelo ogrožene. Baltske države, Poljska, Finska, saj vemo, stopile so sedaj v NATO, Finci in Švedi, kar prej niso bili. Zato je tako pomembno, da Evropa brani svoje meje, tudi tako, da pomaga demokratični državi, ki se brani za svojo samostojnost in ohranitev. Ob koncu tega pogovora pa še enkrat iti na volitve in obkrožiti to, kar je nam blizu, oziroma to, za kar mislimo, da je za nas najboljše. Ja, torej zapomnim si, 9. junija so v Sloveniji volitve, izbiramo 9 evropskih poslancev, izkoristimo tudi preferenčni glas, kar je na evropskih volitvah zelo mogoče, tako da na koncu volivci imajo veliko možnost odločiti, koga bodo poslali v Evropsko unijo. Evropska poslanka Ljudmila Novak, najlepša hvala. Hvala tudi vam.